In kakšna je situacija zdaj dober mesec po začetku uresničevanja tega zakona, po vaših informacijah? Torej, mi nekih z naše strani uradnih informacij še nimamo, torej mi pač poslušamo odzive dijakov, dobimo ogromno elektronske pošte in klicev, kakšno je to stanje na šolah. Smo pa v medijih zasledili trenutno mnenje ministrstva, torej, da so oni naredili analizo, po kateri naj bi 18% šol naj še ne bi imelo tega toplega obroka, oziroma naj bi pač imeli nek hladen obrok oziroma nek prehoden obrok, 3% šol pa naj tega sploh ne bi izvajalo. Po našem mnenju do takrat se nam je zdelo, da je to stanje veliko slabše, ampak očitno so številke drugačne, vsaj po njihovem mnenju. No in kaj vam sporočajo dijaki, takole po elektronski pošti, mogoče še preko kakšnega drugega kanala? Torej, veliko šol izvaja ta top obrok in so z njim zadovoljni. Veliko šol pa sploh nima nič tako kot prej. In to smo tudi opozarjali v postopku sprejemanja tega zakona, da veliko šol nima zagotovljene infrastrukture za zagotavljanje tega toplega obroka. Šole seveda v teh 3-4 mesecih tega niso mogli zagotoviti, tako da zdaj nekateri improvizirajo, no, in dijaki so, pač nekateri se počutijo prikrajšane. Prihaja tudi naprimer do situacije, ki se nam zdi še posebej problematična, naprimer nekatere šole izvajajo hladen obrok, ministrstvo pa ga ne subvencionira, seveda, ker je v neskladju z zakonom, in tako tudi dijaki, ki so bili prej upravičeni do dodatne subvencije, naprimer zaradi svojih socialnih problemov, zdaj tudi do tega niso več upravičene, torej ali morajo plačevati polno ceno, ali pa sploh obroka nimajo. Tako da to je ena izmed takih stvari, potem nekaterim dijakom ni všeč recimo, ker se je pouk podaljšal, ali pa ima probleme z javnim prevozom. Ena od težav je naprimer tudi, da je ta obrok v nekaterih šolah precej pozno, kot recimo kosilo, in zaradi tega so v bistvu lahko cel pouk oziroma celo dopoldne lačni, naprimer. Seveda pa lahko pozorim, da je ogromno šol, ki ta obrok izvaja in so dijaki z njim zelo zadovoljni. Ampak še vseeno kakšen konkreten drug primer pritožbe, ne vem, nad samo hrano, je hrana v redu, ni, kakšno je stanje? To je zelo odvisno od šole do šole. Torej, Inštitut za varovanje zdravja je sicer izdal, kakšen ta obrok mora biti. Smo pa recimo na seji parlamenta Dijaške organizacije Slovenije, ki je bila pred 2 tednoma, izvedeli, da nekatere šole ponujajo obroke, kot recimo burek, ki vsekakor ni v skladu z smernicami Inštituta za varovanje zdravja. Nekateri dijaki, dejstvo je, ker gre za top obrok in je subvencija nekako 2,49 evra, torej je obrok precej majhen. Nekateri šola se pritožujejo, da tak obrok ni zadosten za pač njihove potrebe. Gre res da za malico, pa vendar smo slišali tudi odzive, da naprimer nekateri kupujejo še dodatno en sendvič in takšne stvari. V primerjavi prej, ko je bil hladen obrok v bistvu večji. Tako da zelo odvisno. Se pravi, se pojavljajo po vaših informacijah nekaj nedoslednosti, nekaj odstopanja mogoče, ampak kaj v splošnem je pa stvar funkcionira, je dobra? Zdaj, če te številke ministrstva, za kar mi verjamemo, da pač držijo, mislimo, glede na to, kako hitro je ta zakon stopil v veljavo, torej v nekaj mesecih, mislimo, da ta zakon super uspel. Smo pa opozarjali, da težave bodo in so se tudi pokazali, da so, vendar glede na ta kratek rok, recimo, da je zakon uspel. Kaj boste zdaj počeli še? Kakšen je plan te vaše komisije? Torej, zdaj bomo probali res analizirati stanje po šolah, da bomo res neke podatke, kakšni so obroki na šolah, da bomo imeli točno število šol, ki ne izvajajo tega zakona in s kakšnimi težavami se srečujejo. Ker zdaj pač operiramo nekako samo s posameznimi mnenji z različnih šol, pa vendar nimamo neke celotne slike. Mi bomo skušali to zdaj preko šol izvedeti. Skratka, zdaj boste nekakšno svojo analizo stanja naredili? Ja, to bomo. Zakaj, ker ne verjamete ministrstvu? Kaj pa vem, mi imamo pač svoje dijake, torej predstavnike dijaške skupnosti, morda mogoče njim bolj zaupamo, ker so nekako del nas in glede na to, da nam to ne predstavlja nekega večjega problema, mislim, da bi se splačalo tako analizo tudi z naše strani narediti.